Voda je najboljše čistilo za naše telo in zato bi morali dobro vedeti, kaj je v naši vodi, ki jo vsak dan pijemo. Kaj naša voda vsebujejo in kje je rešitev, smo povprašali Petra Perša, inženirja kemijske tehnologije, ki s svetovanjem in montažo vodnih filtrov pomaga ljudem na območju cele Slovenije že več kot 12 let. Predstavljene imamo vzorce različnih vod. Na prvi pogled izgledajo enako, s testnimi lističi pa smo dokazali, da se v vodah nahajajo različne snovi. Se pravi, čeprav jih ne ločimo po vonju ali okusu, imamo vseeno v njih določene kemikalije. Prvi od nekih onesnaževalcev vode oziroma pač problematičen, ki se nahaja v vodi, je klor. V prvi svetovni vojni so ga uporabljali kot bojni strup, danes ga uporabljamo za razkuževanje pitne vode. In zdaj rabimo ga za uničevanje mikroorganizmov in ko mi popijemo vodo, on tudi uničuje mikroorganizme, ki so v našem telesu, se pravi v črevesju in v želodcu. Naslednja stvar, ki je, so nitrati in nitriti. Zaradi prekomernega pognojevanja, dognojevanja jih je zelo veliko v talni vodi, še posebej v Pomurju. Nitrati z želodčno kislino tvorijo spojine, ki so zelo strupene. Prav tako pa recimo, če je v vodi nitrat in dojenčki do 6 mesecev starosti pijo tako vodo, nimajo v želodcu želodčne kisline in se ta nitrat pretvarja v nitrit. Nitriti pa so blokatorji kisika na rdečih krvničkah in lahko povzročajo zadušitev pri dojenčkih. Nekje do 6. meseca bi te bolezni, se pravi cianoza, se pravi pomodritev in posledično bi naj bili tudi vzrok za smrt dojenčkov v zibki. Vsi poznate bele lise na kozarcih, tudi zamašene mrežice na pipah, se pravi, to je vodni kamen, ki se nahaja v vodi. V Sloveniji pravijo, naj ne bi bilo veliko vodnega kamna, nažalost pa ga je ogromno. Se pravi, večina vod v Sloveniji je zelo trdih in z določenimi filtri lahko to trdoto oziroma ta vodni kamen tudi očistimo z vode. Naslednja stvar, recimo, ki nam škodi v vodi, so sigurno pesticidi. V Pomurju je ogromno pesticidov, ampak do dovoljene meje, nekje po teh podatkih, ki jih imamo, bi jih naj bilo celo čez 60 različnih vrst. In zdaj se pravi, to delujejo pač eni na druge. Pesticidi so ubijalci življenja, nastali so oziroma razvili so jih iz bojnih strupov, se pravi, so malo razredčili, malo pomešali, pa prodajajo sedaj kot prodajne uspešnice. Ostajajo v vodi še vedno, se pravi, tudi ko bi naj se zmanjšali, nažalost so dokazali, da enostavno tvorijo tudi nove spojine, ki so mogoče še bolj strupene kot pa sami te pesticidi. V vodi najdemo tudi težke kovine. Eno od najpogostejših je svinec. Včasih je prišel v vodo zaradi svinčenih cevi, danes so že večino teh cevi zamenjali, se pa nahaja na področjih, kjer je bila pač pogosta industrializacija oziroma so določene odlaganja določenih snovi, kjer se nahaja svinec, ali pa tudi če po področjih, kjer so bile svinčene rude, velja kot nekje živčni strup, tako da se ga je treba čim bolj izogibati. Poleg teh snovi, ki sem jih naštel, pa imamo v vodi še veliko drugih, recimo snovi, ki sploh ne bi smele biti v vodi in jih pijemo vsakodnevno, kuhamo z njimi. In zdaj zelo praktična rešitev je recimo filter za pitno vodo, kot ta model tukaj. To je filter s pretočno reverzno osmozo. Filtriranje z reverzno osmozo je najtemeljitejše filtriranje pitne vode. Se pravi, imamo polpropustne membrane in voda pod pritiskom dejansko gre skozi celice. Celice se odpirajo, spuščajo skozi molekule H2O, ostala umazanija pa dejansko se z delom vode odplavlja v odtok, tako da nam filter deli vodo na dva dela in ni nekega nasičenja. Se pravi, vedno imamo popolnoma očiščeno vodo. Te filtre montiram že 14 let po celi Sloveniji. So se pokazali kot odlična rešitev za vodovodno vodo, za lastna zajetja, za cisterne.
Iz vode odstranjujejo pesticide, nitrate, težke kovine, viruse, bakterije, seveda tudi klor in pa vodni kamen. Filter je narejen tako, da se ga lahko montira v vsako kuhinjo. Postopek je sorazmerno enostaven. Pride dodatna pipica, tako da imamo normalno pipo še za pranje posode, dočim dodatno pipico uporabljamo za kuhanje, za pitje, vodo se sabo nosimo in pa aparatura ima 2 leti garancije. Prav tako so bili narejeni tudi atesti na Zavodu za zdravstveno varstvo v Kranju in se je odlično izkazal. Torej, dodatna pipa je namenjena za pitje, kuhanje, delamo čaje, kave, kuhamo zelenjavo, juhe. Obstoječa pipa pa ostane še za pranje posode. Vgrajen ima sistem proti razlitju vode, potem sproti dela analizo vode in nas opozori, če je kaj narobe. Javlja tudi, ko je potreben vzdrževalni servis, to je približno nekje 1,5 do 2 leti normalne uporabe. Ugodni so tudi stroški vzdrževalnega dela in pa seveda važno je nekje, da je strokovna montaža in pa strokovni servis. Nas ne zanima, kaj je v vodi, važno je le, da je voda iz filtra vedno čista in da jo pijemo z užitkom. Naj vodo očisti filter, ne naše telo.